marsikdaj se vam bo zdelo, da si domišljam, da poznam vaše zahteve in vaše potrebe. Zaradi tega, ker sem sam v preteklosti prehodil pot od podjetnika do menedžerja in zdaj sem na poti v politiko. Ampak ravno zaradi tega, ker sem to pot prehodil, bom mogoče kdaj tudi skeptičen in kritičen in zahteven do teh istih zahtev. Ni nujno, da bom vedno imel prav, ravno obratno, včasih mu lahko tudi v zmoti, ampak ne za to. Jaz se zelo rad učim in zelo rad rastem. In kritična vprašanja mi pomagajo pri temu, da rastem. Tako da, ne bom rekel, da vas ravno izzivam, ker to ni moj stil danes, ampak si želim vprašanj, ne zato, ker imam danes vse odgovore, ampak se želim vprašanj, tudi če so kritična, zato da jih bom v prihodnje lahko našel odgovore, tudi skupaj z vami. Tako da sem zaradi tega vesel povabila, se tudi veselim nadaljnega sodelovanja, ne samo zdaj pred volitvami. Jaz si predstavljam, da bomo tudi kasneje še imeli izmenjavo pogledov kot enakopravni člani te skupnosti, ravno z namenom tega, da bomo iskali rešitve, kako to skupnost izboljšati. Ker moja življenjska pot je taka, da ko človek najprej poskrbi za svoje lastne potrebe, in jaz sam sem poskrbel za svoje lastne potrebe že pred desetletjem ali dlje, potem se lahko začneš obračati na to, kako bi pomagal skupnosti, v kateri živiš. In to je tisto vodilo, ki me tudi zdaj pelje v politiko. Ja, sej, kaj mi je tega treba? Ni mi treba, ne? Materialno gotovo ne. Z vidika duše, svoje otroke pa zelo. In na tej točki sem mehek, ampak samo na tej točki sem mehek. Ko prije na interes bodočih generacij. Tle me lahko dobite. Ko boste iskali interese za obstoječe generacije, tam sem malo bolj, ne bom rekel zahteven pogajalec, ne, ampak izhajam iz tega, da vsak od nas je, če je opolnomočen, potem je tudi odgovoren zase in za svojo prihodnost, v okviru svojih zmožnosti. Tako da se nadejam in veselim te debate in tudi, če bo nekoliko bolj polemična za začetek, je dobrodošla. Všeč mi je bilo, rekel, da smo se že prej dotaknili imigracijske politike in izziva, katerega imamo s pomanjkanjem delovne sile. Vsi tukaj izmed nas se srečamo s tem, rekel, ne koliko delavca plačati, ampak kako delavca dobiti oziroma obdržati. Se pravi, prvo vprašanje, kaj lahko naredimo znotraj države, bom rekel, da nam postopke pridobivanja tudi filipinske delovne sile poenostavi v Slovenijo. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se slovenska diplomacija tudi spremeni. Slovenska diplomacija, če hočete, je gospodarska diplomacija. Slovenska diplomacija se mora specializirati. Mi danes poskušamo biti enaki velikim in seveda ne deluje. Zato imamo cela območja sveta, ki jih puščamo dobesedno, ampak dobesedno kot črne lise. In mi se moramo kot država, lahko z gospodarsko zbornico, lahko s klubom, mi moramo identificirati, katere so tiste lokacije, kjer se moramo v diplomaciji osredotočiti na gospodarsko diplomacijo in nič drugega. Ker Filipini niso zanimivi z geostrateškega vidika in zato imamo veleposlaništvo na Kitajskem in glej zlomka, zakaj vem. In na Kitajsko s Filipinov ne prideš, ker rabiš vizo. Končana zgodba. Poznam tudi Tajsko, kjer pa imamo. In z Tajske pa lahko dobiš delavca. Ravno zaradi tega, ker Tajc pa lahko v Peking iskati vizo za Slovenijo, medtem ko Filipinc ne more. To so male stvari in veste, kaj je odgovor? Ne je rešitev ni čez noč, ampak rešitev je tem, da boste izvolili gospodarstvenika na čelo vlade in potem boste mogoče kdaj prišli od te rešitve. Ker dokler boste imeli stranko krate na čelu vlade, lahko samo sanjate o tem, da bojo razumeli, o čem govorite. Imam vprašanje iz vašega programa, ki govori o tem, da bi ustrezno uredili davke in prispevke pri študentskem delu in pa odpravili anomalije. In sicer v zadnjih letih, 5, 10 letih se je študentsko delo bistveno spremenilo. Je bistveno drugačno, kot je bilo takrat, ko sem, ne vem, jaz hodila v šolo pa delala prek študenta ali pa kdorkoli, ki tukaj sedi. V bistvu je dejansko zelo drugačno, pa se o tem ne govori veliko. Zdaj vsi, ki imate študente, veste, da za to, da študent dobi 100 evrov neto, je treba plačati 167,06 evra, ne?
Teda se je bistveno podražilo, prispevčilo se je, plačuje se pokojninsko zavarovanje, teče pokojninska doba, plačuje se zdravstvene prispevke. Vse te stvari o podaljševanju študija, v bistvu, ki so držale 5-10 let nazaj, ne držijo več, zaradi tega, ker je tudi se uredila visokošolska in šolska zakonodaja. Kar pomeni, da se, ne vem, če si sfaliral drugi letnik faksa, ne moreš kar zdaj vpisati za status v srednjo šolo, kot roko na srce je bilo še pred nekaj leti. Torej je bistveno drugačno, kot je bilo danes. Zato me zanima v bistvu, na kak način ste mislili to urediti davke in prispevke, ker z osebnega stališča mislim, da je že zelo urejeno v tej smeri in pač kar visoko, kvečemu bi lahko kaj znižali, pač te anomalije, no, v bistvu to. Hvala lepa. Ok, bom govoril o osebni izkušnji, pa si ne bom domišljal, da vse ja vem. Jaz sem delal kot dijak in sem delal kot študent. In si predstavljam, da vem, kaj pomeni občasno študentsko delo. V podjetju, ki sem ga vodil, smo imeli na začetku, sploh v klicnem centru, to je najbolj popularna destinacija, same študente. Same študente. Pa, a mislite, da so oni želeli biti študentje? Ne. Ampak to je bil način, ker je bilo to najhitreje, nismo vedeli, ko se bo posel razvil, smo rekli, gremo študentsko silo, da ne bomo tvegali trga dela ali nekaj takega. Fleksibilnosti, ki nas tam čaka. In kaj smo pol ugotovili? Da je študentsko delo se v resnici začelo zlorabljati. Ljudje so bili prisiljeni, da so si plačevali študij na privatnih šolah, zato da so lahko obdržali status in so bili pri nas študenti. In meni se je to zahravžalo. In sem izdal sklep, po katerem študentje ne smejo biti pri nas v firmi več, kot najprej je bilo 1 leto, zdaj pa mislim, da 6 mesecev. Po tistem se mora šef odločiti, a je dober ali ni dober, če je dober, ga bomo zaposlili. To mislim spremeniti. Hočem spremeniti namembnost študentskega dela. Nočem, da imamo permanentne študente, ki so v to prisiljeni, eni rečemo temu prekarnost, ki so prisiljeni plačevati šolnino zato da imajo službo. To bomo spremenili. In tle ne bo milosti. Tako, ko je nisem imel do svojih šefov, je tudi ne bom imel do ostalih. Dohodnina, da boste zamenjali nazaj. A zakaj? Zakaj naredite, da podjetje plača 20% davka na dobiček in nič dohodnine? Verjamete v to, da bo, če bi bilo 20% davka na dobiček, da Slovenija bi lahko bila top državca. Da ne bi bilo potrebne firme po Cipru, Liechtensteinu, pa ne vem kje, pa se pravi pelje Sauderman. A pa bi ostalo tukaj, se ne bi vozile nemške tablice, se ne bi vozile, ne vem, kakšne vile, kje kupavale, bi se kje ostajalo. Ena stvar, ki se mi zdi res pomembna kot gospodarstveniku, je dobiček je dobra kategorija. Okay? Jaz pa verjamem, da z vidika države je še ena kategorija, ki se imenuje število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ki je pa ključna, če hočemo kot skupnost. Nič nimam proti, da se razumemo, tej vaši firmi ali pa čemorkoli. Ne, jaz sem predlagal, zakaj ne damo 20% davka, da firme normalno delajo, da ne nosijo. Tisto se strinjam, da je treba stimulirati podjetja, da denar nalagajo v produktivne naložbe v Sloveniji. In to je... Kako? Tudi tuje podjetje, da se... Tudi. Da, ampak ne samo z neselektivnim nižanjem davka na dobiček, ne verjamem, da bodo tja prišli. Jaz res verjamem v selektivne ukrepe. No? Selektivni ukrep pomeni, dajmo ugotoviti, in ga lahko merimo, dajmo ugotoviti, kaj ta ukrep pomeni in dajmo davčno olajšavo za te in te investicije in dajmo meriti, koliko je bila ta davčna olajšava koristna in koliko je pripeljala do novih delovnih mest, na primer. Okay? In to lahko v 2 letih lahko to hitro ugotovimo in na ta način lahko zmanjšamo efektivno stopnjo davka na dobiček, brez da znižujemo osnovno in preusmerjamo naložbe, ki jih iz tega naslova izvajamo. Pri vas, ki ste podjetniki, boste to z lahkoto preusmerili v prave stvari, kakšen drugi malo manj. Tako da se zavedam, da danes z davčno politiko in s subvencijami še huje, še huje, da ne s subvencioniranjem, ne z davčno politiko ne usmerjamo denarja v prave naložbe. To se popolnoma zavedam. In tle je ključ do nove vrednosti, samo tukaj. Mi vsi, ki tukaj sedimo, želimo biti konkurenčni napram tujim podjetjem, vsi govorimo o dvigu dodane vrednosti na zaposlenim in tako naprej. In me zanima, kakšno je vaše stališče konkretno do
oprostitve plačila prispevkov 13. plače, vaš pogled na socialno kapico, katero so si, dragi člani, ki sedijo v vaši sredini, tudi vsi mi prizadevali sprejeti in zdaj zopet izpadla. To je prvi del vprašanja. Drugi del pa, ker prihajamo iz družinskega gradbenega podjetja, smo in kot član Strateškega sveta za investicije, smo veliko let potrebovali, da smo prišli do tega zlatega pravila investiranja v infrastrukturne projekte gradbeništva. In država približno 1 milijardo namenja v zadnjih letih in lahko vidimo, da se je gradbeništvo končno upomoglo. Prišli smo na približno normalne obrate izpred zadnje finančne krize. In zanima me tudi stališče glede bodočih investicij države v infrastrukturne projekte. Hvala. Ok. Mogoče kakšno vprašanje, boste spomnil še enkrat. Se bom najprej vprašal, da se čudim, zakaj je bila socialna kapica v tej učinkoviti vladi opuščena. Ne zato, ker bi jaz vanjo verjel, ampak zaradi tega, ker so učinkoviti in bi to lahko izpeljali, če bi hoteli. Tako da je to vprašanje za njih v tej učinkoviti vladi. Zakaj so jo izpustili? A moče zato, ker ne verjamejo vanjo, ne vem, ampak so jo. Vam povedal pa, kaj je moje stališče. Jaz sem prepričan, da je treba ljudi obravnavati, jaz to imenujem pozitivna diskriminacija. Jih je treba, to je moje osebno prepričanje, Svobode nimajo kaj dosti še s tem zveze, še manj pa ostali partnerji politični. Pozitivna diskriminacija pomeni, da obstaja obdobja v življenju, ko ljudje potrebujemo različne stvari. Dokler smo otroci, potrebujemo varnost, pa potrebujemo toplo obrok in je popolnoma nesprejemljivo, da imamo otroke v Sloveniji, katerikoli, ki so brez kosila. Popolnoma nesprejemljivo. Ko imamo zgodnjo mladost, pa mladost, od 18 do 35, hočemo se šolati, hočemo imeti zabavno privatno življenje in začnemo razmišljati o prvi službi in o domu. In ta generacija od 18 do 35 je tista, ki si zasluži davčne olajšave. Ta generacija je tista, ki smo jim mi dolžni omogočiti, da si ustvari premoženje in si ustvari dom. Ne bom tega imenoval socialna kapica, ker to ni socialna kapica. Ta generacija je tista, ki jo želimo stimulirati, da ostane v Sloveniji. Tudi skozi davčno politiko. Od generacije od 35 naprej, pa zdaj ne vem, tle vas je ful mlajših od 35, kar je v redu, sploh dame so vse. Generacija med 35 in 65 je generacija v svojih najboljših letih, ki, tako jaz verjamem, nastopi čas, da začnemo svoji državi, svoji družbi, v kateri živimo, vračati. Mi ne potrebujemo več nobenih olajšav. Mi smo tisti, od katerih družba v resnici živi. Ne more živeti družba od otrok, ne more živeti od mladostnikov, še manj od upokojencev. Edini, od katerih živi družba, smo mi. Zato jaz ne potrebujem nobene olajšave in je tudi ne bom pričakoval. Ampak s tem pride pa še generacija od 65 naprej, ki si želi spet varno pa dostojno življenje in nekateri si celo želijo delati še naprej. In tudi tistim, ki si želijo delati in brez da se jim odbije penzija v kine, jim je treba to omogočiti. S tem sem vam odgovoril na to, da ne verjamem v neselektivno rešitev. Verjamem v to, da je treba tudi davčno reformo z enim poudarkom in to je, da davčna reforma, jaz res verjamem v zeleno davčno reformo, kar pomeni, da bomo stimulirali naložbe v digitalno in zeleno in da bomo tiste naložbe pozitivno diskriminirali tudi v davčni politiki, ker je to predpogoj, da bomo kot gospodarstvo v celoti rasli, tudi v gradbeništvu, ne samo v IT-ju, ker imate vi, tudi kmetijstvo ima zelenih in digitalnih naložb, kolikor hočete. In tam je pa smiselno diskriminirati davčno politiko z vidika pospeševanja naložbenja. Pač verjamem v selektivnost. Zato mi noben ukrep, ki je kar počez, ni blizu. Pa ne zato, ker bi si ljudje ne zaslužili, ker verjamem, da obstajajo obdobja, ko potrebuješ in da obstajajo obdobja, ko lahko vračaš. Vse jaz vem, da vi vračate, vsi. Jaz tudi verjamem, da bomo vračali še več, ne skozi večje obremenitve, več skozi ustvarjeno vrednost, ker bomo še več ustvarili. In želim vzpostaviti pogoje, ker bo vse lažje.
da bomo več ustvarili. To je bil glede davčne reforme ali politike. Torej, vprašanje z moje strani. Jedrska elektrarna 1000 MW zelena ali ni zelena, solarizacija bolj zelena? Solarizacija, pa vrijem pol nazaj, odgovorim lahko. Seveda. Ja. Oba sta brezogljična vira energije. Ker pomeni, jaz ne bežim od jedrska taka, kot jo imamo, izpolnjuje vse načela in bi bila nespametna kakršnokoli razmišljanje o njenem zaprtju. Nov blok jedrske je pa pot do odločitve še zelo dolga. Tudi če bi danes vedeli, kaj hočemo, bi jo zgradili v 15 letih, kar bi lahko zdaj jaz tipično politično rekel, sem za, ker bi itak vedel, da ni od mene odvisno nič, ker bom jaz že preko 15 letih šel ven z politike. Ker pa hočem biti odgovoren politik, bom povedal, da v tem mandatu, ki pride, je treba pripraviti vse podlage, da sploh vemo, o čem govorimo. Vse podlage pomeni, ok, imamo drugi blok, ki ima tako tehnologijo, ki ima take dobavitelje. Zdaj, morate vedeti, da trenutno ruska tehnologija je kar močna tudi v zahodnih izvedbah in verjetno si tega zdaj po novih pogojih niti ne želimo največ, ampak ok. Pravi, imamo tehnologijo, imamo dobavitelje, imamo čas izgradnje, imamo stroške izgradnje, imamo vse skupaj verificirano, ne samo v Sloveniji strani neodvisnih inštitucij, ampak tudi iz tujih neodvisnih inštitucij. In glej zlomka, bolj malo je referenc v zahodnem svetu v zadnjem času, pa kitajske tehnologije verjetno tudi ne bi hoteli imeti na področju jedrske energije. In mogoče v 3 letih, smo v stanju, če bomo trdo delali, če bo ekipa, ki ni slaba, je odlična ekipa jedrskih strokovnjakov imamo, če bo ekipa jedrskih strokovnjakov imela proste roke, da v 3 letih trdo dela in pripravi kvaliteten investicijski program, bomo prišli do točke, da bomo rekli, super je program, damo ga na mizo in damo ga na referendum. Če bo program dober, bo šel referendum skozi. Ja, ker to je v bistvu edina logična odločitev za bodočnost. Za industrijo. V tem trenutku ne obstaja, za slovensko industrijo ne obstaja vir, ker je šel plin kar v franže. No, vse tem govorim, ne. Solarni je komplementaren s plinom, plina pa nimamo. To se bo cela Nemčija sesula tako in tako v zelo kratkem. Bomo videli, ampak ja, ok. Dokler Poljska dobavlja, je še ok. Okay. Solarizacija ima popolnoma drugi aspekt. Ko govorimo o solarizaciji, je ta žal za industrijo, večino industrije samo majhen segment ali nič, ker so strehe omejene pri lastne strehe v industriji. Solarizacija pa lahko izpolni vse potrebe gospodinjstev v Sloveniji. Vse. In to na ekonomičen način. Zakaj je to zdaj pomembno? S čim se danes ukvarjamo, vlada, politiki, kako bomo preprečili energetsko draginjo? Pa niti ne toliko industriji, ljudem, kako bomo omogočili, da ne bojo energetske revščini. Ko imaš enkrat na svoji strehi ali pa zraven svoje hiše, sončno elektrarno, nisi več energetsko reven, nisi več odvisen ne od Rusa, ne od Arabca, ne od Kitajca, od nikogar. Ker imaš lasten vir, ja, vse je treba omrežje, tudi poznam. Pa shranjevanje. Pa to je manjši problem. No, shranjevanje že danes lahko si omislimo, ko bomo pa imeli vsi električni avte, ker jih bomo imeli v 8 letih, bo pa tisti avto skrbel za shranjevanje za našo hišo in sploh ne bomo več imeli tega problema. Shranjevanje je najmanjši problem. Čez 8 let. Danes je problem, zato ker električni avti še niso odprti, da bi omogočali, ker jih pač zaklepajo, da bi omogočali polnjenje hiš. Nekateri so že... Zanimivo je čas puha pol. Ja, ni res. Tudi električni avti imajo une elektronske, ampak ja, ok. Kaj pa vodik? Vodik bo vir za shranjevanje, vodik bo predvsem rešitev tehnoloških procesov v industriji. Tista industrija, zemeljskega plina največ porabi v Sloveniji industrija, 85% konča v industriji. Oni ne morejo brez zemeljskega plina, ne zaradi ogrevanja, ne morejo zaradi tehnoloških procesov. Tam se kaže vodik, kasneje zeleni vodik kot edina ali pa najboljša rešitev. Ampak to nima veze z jedrsko energijo, ki napaja druge porabnike, kot v tem primeru vodik. Tako da kombinacija, solarizacija in neodvisnost za potrebe gospodinjstva, zato da vemo, da smo preskrbljeni, da nas ne bo zeblo. Na drugi strani pa konkurenčen vir, svetovno gledano, konkurenčen vir za industrijo, to kombinacijo treba zasledovati. Jedrska ima samo en problem in to je, časovna dimenzija je zelo dolga. Pri solarizaciji ne rabimo čakati. Solarizacijo lahko začnemo takoj, eni so že, eni bojo pač sledili kasneje. Veste, v koliko času se vrne investicija v sončno elektrarno?
Trenutno v 5 letih. Pri teh cenah. 5 letih. 5 letih se vam vrne investicija, ki bo imela življenjsko dobo 40 let in vzdrževanje praktično nič. Kot državljan in tudi kot podjetnik si ne želim spet z novega eksperimenta na premierskem mestu. Po moje ne govorim za sebe, ko govorim, da si želimo premiera, ki bo razumel, da smo si zgleda Slovenci na pol različni približno, da bo razumel, da pač se moramo vključevati, da moramo sodelovati. Jaz upam, da na te stvari podobno gledate. Do zdaj, kar sem slišal, pač nas prepričujete, da ste podjetnik in zato bodo stvari seveda popolnoma drugače peljane. Jaz verjamem, da se boste to trudili, ampak seveda nobeno delo, sploh pa ne predsednika vlade, se ne konča pri enem človeku, ampak so zato potrebne ekipe. Tako da zanima me, ali isto gledate na to stvar, da je ključno neko začetek nekega resnega sodelovanja v državi, ne pa v tem, da se spet razdelimo na tabore pa poskušamo one druge preglasovati. In bi moje vprašanje bilo, na kak način se mislite lotiti, bi rekel, neke drugačne politike v smislu vključevanja in na kak način boste to aktivirali, če se vam zdi, da je to pomembno. Ok. Strinjam se popolnoma, da en človek ni dovolj in da je ekipa vse in jaz vas vabim, da se mi pridružite v moji ekipi. In me ne zanima, kaj ste ideološko. Pridružite se mi. Resno mislim. Vas vabim odprto. Pridite in začnite skupaj z nami, ko mi smo gibanje. Ja, vam ni všeč nekaterim. Pridite in začnite skupaj z nami ustvarjati boljšo družbo. Nimam nobenega zadržka za kogarkoli. Če je pošten, če je spoštljiv, če verjame v solidarnost. To je tisti kriterij, po katerem bom sodeloval s komarkoli. S komarkoli. Ampak sem vam povedal. Ampak si res želim. Jaz pa si želim spremembo. Zato, ker ne verjamem, da je sedanja kultura politična ta prava, ker je toksična. In ne verjamem, da pelje v napredek. In zato si želim spremembo. Ampak kaj vi pravite za Slovenijo, kakšen napredek v merljivih ciljih lahko dosežete, če vas podpremo? Odvisno je, kateri cilj vas zanima. Ker ciljev je množica. Vrnem to žogco, ne? Vi povejte, katere cilje bi radi dosegli na področju gospodarstva in ekonomije. Področju gospodarstva? Jaz bom pa namenoma šel sektorsko, ker hočem biti selektiven. Pa bom začel na področju investicij, ki sem že prej omenil. Hočem sprostiti trg nepremičnin. Hočem razbiti balon, ki se je ustvaril in pospešiti gradnjo stanovanj. To je konkreten cilj. Zdaj bo ta cilj 10 tisoč stanovanj ali 20, v tem primeru bi se podpisali vsi pod vse cifre, pa govorimo o cifrah, ki bojo imele 4 nule zadaj. Ne v enem mandatu bomo rabili 2, ampak začeli bomo delati zdaj, zato da bomo imeli v 2 mandatih ta cilj, ne glede na to, kdo bo tam, da bo ta cilj izpolnjen. Ker je treba predpogoje ustvariti. Kar se pa šolskega sistema tiče, pa bomo zdaj spet o svojih izkušnjah, tako rad delim svoje izkušnje in se opravičujemo naprej, se začne v vrtcu. Jaz neverjetno verjamem v metodo Montessori. Se opravičujem vsem ostalim, jaz tako verjamem to metodo in če bomo uspeli to metodo razširiti v našem javnem vzgojnem sistemu, potem bomo lahko obrnili vse. Ni stvar začeti na visokem šolstvu. Verjamem, da se tam najbolj vidi, kaj vam pride. Ampak začne se v vrtcih in v osnovni šoli in tam moramo začeti s spremembami. Ne s privatizacijo, z vpeljavo tistih. In učitelji so za. Samo država jim mora dati ustrezno podporo, z vpeljavo naprednih programov, ki, veste kaj, zakaj verjamem Montessori? Ker Montessori uči otroke, kako skozi svobodo najdejo notranjo disciplino. To ni lepšega. Otrok je svoboden, da si sam izbira, kaj bo počel in najde samega sebe v vrtcu. To so pravi opolnomočeni ljudje. Tisti, ki bodo pol gradili boljšo družbo. Tam bomo začeli. Ne na visokem šolstvu. Pol bojo že prišli do visokega šolstva, te otroci bojo to. In samo še ena izkušnja. Firma, ki sem jo vodil, je izrazito tehnološka. Sami inženirji, pa fiziki, pa taki podobni čudni ljudje smo bili v njej. In smo potem pred 3 leti vrli program Zaposlimo 100 humanistov. Mene so ljudje spraševali v firmi, če se mi je zmešalo. Danes so tisti humanisti, ki so z nami ostali med najbolj cenjenimi. Zakaj? Ker smo spoznali skozi kulturo vrlin in mešanih ekip, kako ti lahko nekdo, ki je totalno drugačen od tebe, izboljša tvoj proces na nivoju, ki si sploh ne predstavljaš. Tako da, tudi če, ko končamo faks, ne vemo, kaj bi sami sabo, jaz tudi nisem vedel, kaj bom sam sabo, ko sem končal elektrofaks, pa eden boljši v državi, kao. Najdeš se v službi in v delu.
ne na faksu. In če imamo kvalitetna delovna mesta, ki so imajo dovolj smisla in so hkrati delovna okolja prilagojena, se tudi s tem visokošolskim sistemom lahko ustvarjamo najboljše ljudi na svetu. In to dokazujemo ves cajt.